Ja, torej, za začetek, nekako ste danes poskusno uvedli nov sistem glasovanja. Kakšna je ta prva izkušnja? V bistvu je za sam potek glasovanja stališča tistega, ki vodi sejo, je bistveno lažje, ker ni treba šteti in razmišljati o tem, ali je nekdo dvignil kartonček ali ne. Je pa res, da je potrebno preveriti, če da bo sledljivost možna, in pa na osnovi današnje izkušnje razmišljamo, da bi rezultate glasovanja preko projektorja prenesli tudi na platno, tako da bi vsi prisotni videli seveda pod številkami, kako je kdo glasoval. To pa verjetno ni edina novost, ki jo uvajate, ne? Nekako seje bi naj tu postale zdaj redne, tako da razmišljate tudi o akustičnih izboljšavah. Ja, v bistvu smo imeli nekaj dni pred to sejo tukaj strokovnjaki, ki bodo poskrbeli za to, da bomo imeli tako imenovane konferenčno ozvočenje, ki omogoča tudi, jaz govorim o tem, da omogoča več reda na sejah, ker lahko govori samo eden naenkrat. Se pravi, tisti, ki je pritisnil gumb, hkrati blokira vse druge razen predsedujočega in hkrati ima predsedujoči, da seveda, če je slabe volje, da vse odklopi. Tako da bo slišnost dosti boljša, in pa glede na to, da so tukaj precej gladke stene, imamo predvideno, da bi z enimi zavesami, z tkaninami ublažili ta odmev, ki je v tem trenutku še kar precej močan, in verjetno se tu zdajle sliši, ko na drugem koncu sobe se svetniki pogovarjajo, pa niti niso glasni, ampak jih mi prav dobro slišimo. Načrt razvoja turizma ste danes sprejeli. Kaj si v konjiški občini obetate od njega? V bistvu je to en velik premik v načinu razmišljanja, kajti prvič smo se ozrli, kaj imamo in kaj lahko ponudimo. Nismo se vzgledovali po drugih občinah, ampak smo pri sebi. V okviru tega procesa so tisti, ki delajo v turizmu, in tudi posamezni prebivalci opozorili na to, kaj imamo in kaj si želijo pokazati, prodati ljudem, ki pridejo k nam na obisk. In pa hkrati je to drugačen pristop, kajti vse 4 občine, to je Vitanje, Zreče, Oplotnica in Konjice, smo pristopili k enoviti turistični destinaciji z imenom Rogla-Pohorje, in po to blagovno znamko ne bomo se več promovirali po turizmu v posamezni občini, ampak pod eno blagovno znamko z skupnim nastopom, in kasneje je v okviru te destinacije predviden tudi, da bo menedžment na področju trženja v turizmu enoten za vse 4 občine, in kar je bistven prispevek k temu, da bomo dosti bolje slišani, predvsem pa, da ne bomo več, če uporabim naš konjiški izraz, drugemu fovšni, ampak bomo drugega dopolnjevali. Kako boste merili uspešnost tega dokumenta? Kasneje v izvedbenih načrtih je predvideno tudi seveda uspešnost, kako se bo merila. Seveda pa pri tem vključujemo tudi blagovno znamko Okusi Rogle in pa glavni steber turizma v teh krajih, to je Unior turizem. Tako da skozi rezultate, statistika je taka stvar, ki se da prikazati marsikaj, pa vendar bo lepo sledljivo, kakšno je trenutno stanje in kaj bo potem v bodoče sprememba, ki si jo seveda vsi skupaj obetamo. Sami ste rekli, da je danes kar velik dan za konjiško občino. OPN je končno pod streho. Kaj končno prinaša? Ja, res je, da je po 10 letih in 8 mesecih tega postopka spreminjanja občinskega prostorskega načrta danes prostorski načrt dokončno sprejet. Spremembe so veljavne. V prvi vrsti to pomeni, da bodo nekateri postopki pri pridobivanju gradbenih dovoljenj precej lažji, zato ker jih osnovni dokument že zajema. Hkrati pa predvideva, da bo za posamezna območja potrebno izdelati še podrobne prostorske načrte, in je v bistvu to, ko bodo izpolnjeni vsi ti pogoji v podrobnih prostorskih načrtih, praktično je izdaja gradbenega dovoljenja samo še formalnost. Seveda pa iz tega prostorskega načrta, iz teh sprememb izhajajo nekatere pomembne možnosti za razvoj, tako na področju stanovanjske gradnje, poslovne gradnje in pa seveda tudi nekatere posamezne podjetja, ki so bila do sedaj oziroma so še omejena pri nadaljnjem razvoju, ker potrebujejo prostor.
In seveda takoj z veljavnostjo prostorskega načrta sedanjega bodo stekli postopki tako pridobivanja gradbenih dovoljenj za nekatere pomembne investicije, nadalje postopki sprejemanja podrobnih prostorskih načrtov in pa v bistvu bomo s tem resnično takoj lahko začeli z novimi koraki, z bistveno večjimi koraki nadaljevati po poti razvoja podjetništva v občini. Ena izmed stvari je tudi ta asfaltiranje te letališke steze, je tudi zdaj omogočena, znači bo odstavek o tem. Ja, to je ena od pomembnih novosti, ki jih prinaša OPN, je tudi, da je sedaj možno utrditi obstoječo travnato stezo letališča Slovenske Konjice. Potrebno je poudariti, da ima letališče status letališča, ne vzletišča, se pravi povsem normalnega letališča, pa vendar je bila v dosedanjih predpisih iz zgodovine upoštevana dvojna raba kmetijskega zemljišča, se pravi in za kmetijsko pridelavo košnjo travinja in hkrati za vzletanje in pristanje zračnih plovil. Od danes naprej, oziroma od veljavnosti tega prostorskega načrta je pa možno utrditi to stezo, kar pomeni pristajanje in vzletanje v vseh vremenskih pogojih, hkrati pa to za podjetje Trix Aviation pomeni, da lahko ostane na tej lokaciji, ker sicer bi se bili slej prej prisiljeni preseliti. Oni investitorji ali občina? Zaenkrat govorimo o zasebnih investitorjih, seveda občina v tem primeru ne more sodelovati, ker gre za zasebno zemljišče. Je pa verjetno možno iz naslova razvoja podjetništva pridobiti kakšna sredstva na razpisu, da se omogoči razvoj temu podjetju. Kje je v bistvu prostor tu za stanovanjsko gradnjo, kje bodo te nove cone, da tako rečem? Za stanovanjsko gradnjo je v bistvu nekaj manjših, je pa največja sprememba pa je, da je več kot 4 hektare pa pol na lokaciji Tepanski vrh možno sedaj pristopiti k podrobnem prostorskem načrtu in kjer bomo videli, koliko bo na koncu prišlo možnih parcel za gradnjo individualnih hiš. Po starih idejnih zasnovah, kjer je bila precej večja površina upoštevana, bi tam nastalo 44 novih parcel, zdaj bo verjetno ta številka nekje med 25 in 30, kar je vseeno kar nekaj, za nekaj časa kar zadošča. Čigava zemlja, so to zasebni lastniki, občinska? Je zasebni lastnik, ampak občina ima predpogodbo, da to zemljišče odkupi in je tudi cena že znana, s to predpogodbo bila določena. Seveda, ob tem predpogoju smo tudi šli v spremembo prostorskega načrta, ker nima smisla, da potem, ko je prostorski načrt sprejet, pa nekdo izseljuje z ne vem kakšno ceno, ki je trg ne prenese. Zakaj pa mogoče teh manj parcel predvidenih? Zato, ker je površina, prej je bilo predvideno skoraj 7 hektarov, potem pa na osnovi vztrajanja kmetijskega ministrstva smo spodnji, bolj ravninski del bili prisiljeni črtati. Gospodarstvo je verjetno najpomembnejša ta cona Tepanje, ne? Ja, prav gotovo je to poslovna cona Tepanje, skoraj 10 hektarov novih površin. Seveda bo zdaj potrebno pristopiti k izdelavi projekta komunalne opremljenosti in pa seveda na osnovi tega obrnjeno podroben prostorski načrt, kaj vse bo tam možno in na osnovi tega bomo verjetno že nekje koncem naslednjega leta lahko pristopili k začetku komunalnega opremljanja na tem območju, tako da jaz pričakujem, da bi v 2 letih bi bilo možno pridobiti gradbeno dovoljenje, ker vseeno bistveno bolje kot pa na primeru nekdanjega Honusovega travnika, kjer je ta zgodba se vlekla več kot 10 let. Ko ste ravno sprejemali ta načrt razvoja turizma, v OPN-u pa mislim, da ni turizmu tako veliko v bistvu namenjeno, ne? Kje pa vendarle? Ne, ker v bistvu ne gre za potrebe po gradnji na področju turizma, ampak gre za to, da to, kar imamo, združimo in damo pod eno blagovno znamko in da drugega dopolnjujemo, ne pa več konkuriramo. Na rezervo pa si niste šli? Niti ni bilo pobude po gradnji, ne vem, hotela ali nečesa. Vse ostalo pa ne potrebuje novega prostora, ne.
V bistvu gre pri strategiji razvoja turizma za to, da ohranimo to okolje čim bolj zeleno, čim bolj prijetno za bivanje, ne pa da zidamo. Osnutek proračuna ste predstavili danes. Kako naj bi izgledal? Ja, v osnutku proračuna so zdaj predvideni prihodki skupaj z zadolževanjem in pa subvencijo Ekosklada približno 14 milijonov 400 tisoč evrov, kar je vseeno 3 milijone pa 600 tisoč evrov več, kot je proračun v letu 2016, pa vendar to, kot sem dejal, je zaradi zadolževanja za investicije na področju vrtcev, to se pravi vrtec, ki je že v izgradnji, vrtec Prevrat in pa kasneje bo še tudi rekonstrukcija obstoječega dela in pa novogradnja vrtca v Ločah, za kar v bistvu namenjamo vsa razpoložljiva sredstva, tako 23. člen zakona o financiranju občin, subvencijo Ekosklada in pa tudi jaz računam en zelo ugoden kredit tudi preko Ekosklada, kjer bo obrestna mera Euribor plus nič, takih kreditov smo si včasih samo želeli, tako da sem trdno prepričan, da bomo avgusta pred pričetkom novega šolskega leta imeli nov vrtec v Ločah in pa konec novembra naslednje leto pa v Konjicah v celoti zgrajen in pa tudi obnovljen. V bistvu pa nam za kakšne večje investicije potem tudi zmanjka sape, v primeru, da bomo pridobili sredstva Nogometne zveze Slovenije, se bomo seveda lotili posodobitve pomožnega stadiona na Dobravi. V tem trenutku imamo zagotovljen lasten delež, videli bomo, kako se bo ta finančna konstrukcija tudi izpopolnila in pa med tistimi dolgo pričakovanimi investicijami tudi obnova Mrliške vežice v Ločah, kjer gre za to, da moramo zagotoviti en dostojen nivo tudi na tem objektu. Gre za zamenjavo strehe in pa nekatere posodobitve na področju pri inštalacijah, seveda pa to ne bo možno storiti vse v enem letu, tako da računam na 2-letno posodobitev.